Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Sredi junija smo in pred nami je že 18. oddaja Mirica dobrega, s katero zaokrožujemo našo prvo sezono. Skupaj smo se družili vsako torkovo dopoldne od februarja naprej. Veselili smo se drug drugega in postali pravi prijatelji. V prijateljskem sproščenem vzdušju bo potekala tudi naša zadnja oddaja pred poletjem. Prijatelj se nikoli ne zmoti in ne reče besede, ki boli. Prijatelj je tisti, ki čaka, ko vse drugo zbeži. Prijatelj je tisti, ki na tebi nikoli ne preizkuša pesti. In končno, pravi prijatelj je vedno tam, kamor ne upaš sam. Včasih ti uspe v življenju spoznati posebnega prijatelja. Nekoga, ki ti spremeni življenje le s tem, da je postal del tvojega življenja. Nekoga, ki te zna nasmejati do solz, nekoga, ki te zna pomagati, ki ti zna vzbuditi občutek, da obstaja še vedno dobrota na tem svetu. Nekoga, ki te zna prepričati, da obstajajo vedno nova vrata, ko se stara zaprejo in samo čakajo, da jih odpreš. Prijateljev ne štej, ko čašo v roki imaš. Tedaj prijateljev ta pravih ne spoznaš. Prijateljev ne štej, ko srečen v soncu si, tedaj prijatelji želijo biti vsi. Te radi hvalijo, ko mlad si in bogat, vse drugo kot srce imajo za zaklad. Vsi s tabo radi so, ko smeješ se na glas, prijateljev tedaj na stotine imaš. Prijatelje preštej, ko sam zavržen si, tedaj s teboj so res samo prijatelji. Prijatelje preštej, ko solzne imaš oči, saj s tabo jokajo samo prijatelji. Vem, da smo v prvi sezoni oddaje Mirica dobrega vsi skupaj postali pravi prijatelji. Hvala vam za to. Pred nami je zmagovalni videospot prejšnje oddaje, obeta pa se nam tudi pestra in zanimiva druščina gostov. Najprej nas bo obiskal župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan, takoj za njim pa v studio pride hrastniški župan Miran Jerič. Oba boste spoznali v novi, osebni, zanimivi luči. V drugem delu bomo gostili Antona Dolinška, ustanovnega člana Mednarodnega združenja rejcev bosanskih planinskih konj, ki prihaja iz Podkuma. Nato pa se nam bo pridružila še Mateja Ocepek iz Večgeneracijskega centra Zasavje. Predstavila bo počitniške dejavnosti, pripravili pa smo tudi pregled športnega dogajanja po Zasavju. Branka Medved je za vas skuhala ješprenj, k njej se bomo preselili prav kmalu. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili v kino in na različne prireditve v naši okolici. Naj vas spomnim samo še na to, da bomo podelili tudi 2 celodnevni vstopnici za kopanje v rimskih termah in vstopnici za kino Trbovlje. Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši. Kadar si nekaj resnično želimo uresničiti, bomo našli način. Kadar želja ni pristna, bomo našli izgovor. Spoštujte tiste ljudi, ki si vzamejo čas za vas kljub natrpanemu urniku. Toda ljubite tiste, ki na natrpan urnik pozabijo, kadar jih potrebujete. Vsaka resnica gre skozi 3 faze. V prvi se ji posmehujejo, v drugi ji ostro nasprotujejo, v tretji pa postane samoumevna. Se strinjate? Ne sprašujte se, kaj svet potrebuje. Vprašajte se, kaj osrečuje vas. Potem pojdite in uresničite to. Kajti tisto, kar svet potrebuje, so srečni ljudje. Gandhi je nekoč zapisal: naj bodo tvoje misli pozitivne, saj se bodo spremenile v besede. Naj bodo tvoje besede pozitivne, saj se bodo spremenile v dejanja. Naj bodo tvoja dejanja pozitivna, saj bodo odražala tvoje vrednote. In naj bodo tvoje vrednote pozitivne, saj bodo postale tvoja usoda. Prejšnji teden smo na našem Facebook profilu objavili 2 glasbena videospota in vas poprosili, da glasujete za tistega, ki vam je bolj všeč. Se še spomnite, med kom ste izbirali? Prvi predlog je zastopala Siddharta s pesmijo Med drevesa, drugega pa zasedba MAF s pesmijo Ti si ta. Največ vaših glasov je prejela Siddharta in pesem Med drevesa je postala pesem tedna.
Tudi v zadnji oddaji te sezone smo za vas pripravili kuharske minute. Za vas jih je tokrat začinila Branka Medved. Gremo na teren. Lepo pozdravljeni v naši zadnji kuharski oddaji v merici dobrega v tej sezoni. Se še spomnite jetrnice v testu, ki je naredila Branka Medved doma na Kalu? Ja, zelo dobra je bila. In danes smo spet pri njej. Dober dan, Branka. Dober dan. Kaj bomo pa danes dobrega pripravili? Danes bomo pa pripravili ješprenj. To je zasavska jed, stara, tako da bomo se danes tudi malo pomastili z njo. Ja, seveda. Sploh, če smo kje na kmetiji, pa nas čaka delo na travniku ali pa na njivi, kaj ne? To pride prav. Zelo dobrodošlo, ja. Tako, Branka, kaj pa rabimo za ješprenj? Jaz sem včeraj sinoči navočila ješprenj, da se hitreje skuha in fižol. Danes bom samo malo oprala in dala kuhati. Pripravila bom pa takole bomo odlile. Odvečna voda gre tako, stran. tudi večna voda gre stran. Fižol bomo tudi, to je zato, da se hitreje skuha, ne? Seveda. Tako, da se ne čaka predolgo. Zdaj bom nalila vodo, malo bom še oprala. Čeprav je že fajn, ne? To se je že. Ja, ampak ni odveč. Ni odveč, tako. Zdaj, količina je seveda odvisna od družine, od ješprenja, ja. Tako, sedaj bomo postavili. Za koliko ljudi kuhamo, ne? Ja, za 4 mogoče, ne. Če jih pa za več, damo pa na več, ne. Zdaj bomo malo posodobili, bomo tle kuhali, ne bomo na unem. Na drva? Na drva, ja, da bo malo hitrej. Ja, seveda. Tako, sedaj sem dala gor kuhati. Zdaj bom dala korene, bomo nalupile. Ja. Korene dam se zdaj noter. Ker takoj, ker je tudi bolj trdo, a ne? Tako da se istočasno bo dobro uro tole kuhan ješprenj, ne? Tako da ni problema, bomo takrat napravili noter. In kaj še gre na začetku, samo to? Dam kračo, kar dam zraven, zato če je krača mlada, pa to se skuha zraven ješprenja. Ja, tako. Damo pa zdaj vse vakuumsko pakiramo, tako da zdaj ostane taka, da ni žerka, ne? Včasih so takole imeli v skrinih ali pa kaj, ali pa če je bilo odzunaj doh, je to žerk, ne? Ja, seveda. To je domače, da bomo tole noter dali še. Tako, to je bolj domač vse. Edin dober, kar je. Mislim, kar se tiče mesa, ne? Pa ješprenj ne more biti fižol, ja. No, sedaj bomo dali pa kar kračo. Dobro. Kar je stlelo. Je mlada? Ja, mlada, ja, malo prale. Pa bomo dali not, takole. Lepo. Ja, da se kuha. Pol bomo pa kar pokrili. Tako. Da bo se kuhali. Malo bomo dali še lurbarja. Dam pa še tudi, bom še dala, ja. Jaz dam kar, da imam še lotko. Drugače dam pa jaz 2 čebule. Kar tako noter zraven, da se kuha, ne. Kar cele? Cele, ja. Je ne pražijo, sam jaz pa ne bom pražila, ne. Ja, če je šalotka, pa lahko tudi, ja. Ja, to čebula tukaj, da se noter, da dobi tisto okus. Za okus, ja. Tako, ja. Dve takele šalotke bomo še narezali. Tako, mislim, kar cele. Vse to se pa je tukaj skuha, da se kar razpade, ne. Ja, pa kar zgine, a ne. Tako sladko okus, ne. Tako, ja. Zdaj, če več pripravljamo, damo več vsega. Seveda. Če pa ne, damo pa manj, ne. Odvisno za koliko ljudi kuhamo. Tako, ja. No, malo prej smo že govorili, da je to ena naša domača jed. Ješprenj je pač ječem, a ne? In ko ječem žito oluščimo, potem dobimo ješprenj. Ali pa ješprenjček, če je tak bolj droban. Pravijo pa, da je hranilna vrednost ješprenja enaka kot pri pšenici. Je pa pozitivno to, da znižuje holesterol. Ima veliko vitamina B in od vseh žit ima največ vitamina E. Torej, ješprenj je zdrav. Pa le jedite ga. Sedaj bomo dodali 3 čebulčke, takele, pa pokrile. Sedaj se kuha. Se bo to skoraj skuhano, pol ure prej,
bomo dale krompir, bomo še narezali bom dala, ne. Tako. Pa bomo pa malo potršilčka in jed bo gotova. Tako, zdaj bomo kuhali, tako da se oglasimo spet, ko bo jed pri koncu, a ne? Ja, tako, Tako. ja. Nasvidenje do takrat. Svidenje. Na teren se vrnemo še enkrat, v studiu pa že imamo torkovega gosta. V današnji oddaji Mirica dobrega, s katero bomo sklenili prvo sezono, smo v goste povabili Matjaža Švagana, človeka, ki uživa ugled in spoštovanje ne samo v domačem kraju, ampak tudi širše. On je župan občine Zagorje ob Savi, podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Združenja Zagorje gre naprej, oče, mož, prijatelj, človek, ki ima izjemno rad domači kraj, zavedni Slovenec. Dober dan, Matjaž Švagan. Dober dan, hvala za vaše povabilo in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Prejšnji teden ste dopolnili 55 let. Pri svojih dobrih 30 ste postali župan občine Zagorje ob Savi. Kako je biti župan, ko je treba ves čas krmariti med željami in potrebami občanov ter dejanskimi možnostmi? Če ne bi bilo lepo, ne bi tolikokrat kandidiral za župana najboljše občine v Sloveniji, z najboljšimi občankami in občani. In če dobiš takšno pozitivno energijo od ljudi, kot jo dobivam jaz, lahko rečem, da je težko krmariti, vendar na koncu rečeš, imaš dobre ljudi, se splača in kot župan lahko ustvarjaš, delaš eno zgodbo, povezuješ ljudi in zame najpomembnejše, da v vseh teh mandatih se nikoli nismo razdvajali, ravno nasprotno, smo gledali za sedanjo, za prihodnost in lahko rečem, da zaradi tega sem srečen, seveda je pa veliko včasih zgodb takšnih in drugačnih, seveda, če bi lahko rešil vse, bi danes sigurno sedel v Singapurju in reševal tudi kakšno drugo krizo svetovno, oziroma bi bil kakšno drugo funkcijo imel, ampak sem zadovoljen in srečen. Ker opravljate javno funkcijo, ste tudi ves čas pod drobnogledom ljudi, prijateljev, tudi kritikov. Kako se spoprijemate s tem? Ja, najtežje je, ko poslušaš ali slišiš zgodbe o svojem privatnem življenju, ko vse vemo o javnih osebnostih. Seveda, nihče te ne posluša, če govoriš pozitivno o Matjažu, če govoriš negativno, se izmišljuješ, ustvarjaš pozornost, vsi te poslušajo, vsak še nekaj doda in na koncu nastane ena zgodba. Ampak, ko greš v javno življenje, moraš vedeti, da je to sestavni del vsake zgodbe o politiki ali v javnem življenju in tudi medsosedske zgodbe obstajajo. Skratka, tako je življenje pač sestavljeno, da to ga imujem, ampak na koncu pomeni, da si sam sabo v narekovajih čist in da tudi, ko se pogledaš v gledalo, rečeš, bodi ponosen na svojo družino in vse tiste, ki jih imam rad. Kri po žilah vam velikokrat poženejo tudi različne nepredvidene situacije. Zdaj pa me zanima, ali si adrenalin kdaj dvignete tudi sami s kako pustolovščino v osebnem življenju? Ja, najbolj uživam, seveda premalokrat gremo v Gardaland, uživam z mojim sinom, s katerim lahko rečem, oba doživljamo eno svoje otroštvo. Žena ni najbolj navdušena nad tem, sedaj pa žena bistveno bolj adrenalinska, kar se tiče plezanja, potem tudi adrenalinskega parka. Tako da so določeni trenutki, ko mi gre ta energija v pozitivno smer, največkrat pa seveda adrenalin gre s kakšnimi drugimi stvarmi,
kar se tiče pohodništva, ali nisem pa glih navdušenec, da bi plezal po kakšnih stenah ali po kakšnem prepadu v narekovajih. Ste poročeni, imate enega otroka, kaj vam pomeni družina? Ja, to mi je največ in moram reči, da sem ponosen na svojega sina in na svojo ženo. Če ne bi imel takšne žene, nikoli ne bi bil tako uspešen, tako razumejoče, ki večinoma vzgaja otroka. Sicer pa znano je, da 80% po moji oceni ženske spravijo otroka preko narekovajih do kruha, seveda s pomočjo moža, partnerja, ampak ženska je na koncu gibalo življenja otroka, družine in jaz lahko samo rečem hvala ji, da prenaša mene glede na mojo funkcijo in pa tudi kakšne govorice, ki so najbolj prijetne, ampak na koncu oba preko način zamahnemo z roko in s sinom se objavimo in rečemo, smo srečni. Doma upravljate tudi kakšna hišna opravila? Ja, vsekakor nisem največji pospravljalec stanovanja, moram pa reči, da dogovor ali pa bi rekel, uživam zjutraj, ko grem v službo, si izlikam srajco, obleko, večkrat tudi operem kakšne stvari, tako da je en dogovor. Zelo rad pa tudi kuham, kadar imam možnost. Sina obožujemo ribe, srdelce, kakšne druge vrste morske hrane in tudi včasih naredim ali pa kar večkrat nedeljsko kosilo, ampak še bistveno premalokrat, kot bi si moja družina to zaslužila, ampak uživam v teh stvarih. Obveznosti, kar se tiče službe, imate ogromno, pa vendarle znate tudi kdaj doma ležati na kavču in delati nič? Vsekakor to mislim, da vsakomur pripada, da se na en način zapre v svojo školjko, da preko misli na kakšno drugo mesto, ob glasbi, v kakšnem filmu, kajti na koncu smo vedno sami, ko je treba spet tudi kakšne odločitve, kar se tiče predvsem same službe. Katero glasbo pa radi poslušate? Kaj je tisto, kar si zavrtite, kadar je priložnost, ko imate trenutke samo zase? Odvisno od razpoloženja, včasih, ker sin obožuje AC/DC, skratka je bolj v to smer glasbe navdušen, sam pa bolj preko ta dalmatinski melos oziroma včasih tudi kakšna stara balkanska glasba. Sem pa tudi oboževalec slovenske glasbe, skratka zavisi, kako na kakšen način želim sprostiti sam sebe. Kaj počnete, ko ste žalostni? Kako se spoprijemate s takimi trenutki? Jaz vedno pravim, da vsakdo v življenju joka, kdor pravi, da ni v življenju jokal, laže sam sebi in vsakdo je tudi kdaj žalosten in včasih, ko pravim, ko imaš govor, greš na oder, spregovoriš, jaz sem znam potem, da se vedno hvalim, da gojim optimizem, pozitivno energijo v občini. Ljudje so me za to izvolili, ne želijo poslušati negativnih stvari, to naj ostane v meni, v moji ekipi. Tako da včasih bi se kar najraje izjokal na odru. Tako da so to zgodbe, ki so težke, ampak na koncu moram reči, da pod črto si vedno sam, ko moraš tudi sam sabo rešiti in si hormon sreče spraviti v ravnovesje in naprej iti. Kajti v življenju je tudi znano in tudi iz moje zgodbe življenja, da tudi velikokrat padeš in ko padeš je znano, da je najpomembnejše, da se pobereš in da greš kot Feniks v nebo in to je pomembno in to
to govorim iz lastne izkušnje, da takrat, ko si na tleh, večinoma jih uživa svojci ali pa najbližji, ne, ko se pa povzpneš, seveda ti pa to zavidajo in sem vesel, zadovoljen v takšnem razmišljanju. Pred nami je poletje, kam se ponavadi odpravite na dopust, na počitnice in ali imate že kakšne načrte za letos? Znano je, da 50% Slovenk in Slovencev gre na Hrvaško, tako da tudi mi, glede na to, da imam 12-letnega sina, ki uživa v ribarjenju, tudi jaz uživam v ribarjenju, nama ni problem po 12 ur loviti ribe, se sproščati, tako da imamo tudi skupne hobije, tako da Hrvaška, seveda pa tudi včasih si privoščimo kakšno malo daljšo pot. Kdaj ste nazadnje kako stvar naredili prvič? Težko vprašanje. Sem kakšno opravilo, mogoče prvič, ampak se je pokazalo, da bolje, da delam tisto, kar znam, kot pa kakšen poskus pri kakšnem hišnem opravilu. Če bi se lahko za trenutek spremenili v kogarkoli ali v karkoli, kdo ali kaj bi postali za nekaj časa? Postal bi mogoče za kakšen mesec predsednik vlade in mislim, da bi kar razdrmal to Slovenijo v pozitivnem smislu, glede na izkušnje, ki jih imam in bi bil kakšen mesec predsednik vlade. Kaj vas v življenju skrbi, ko spremljate sebe, svojo družino, svoje mesto, državo, svet? Na prvem mestu je zdravje, tako moje osebno, kot mojih najbližjih. Vsi vemo, da imaš lahko ogromno materialnih dobrin, ogromno denarja, ampak če ni zdravja, ti to nič ne pomeni. Tako da zdravje, kar se pa preko samega položaja ljudi, pa poznam državo Avstralijo, ki sem jo dosti proučil, delno prepotoval, ker sem doživel en drug svet, kako ljudje lahko z delom normalno preživijo mesec in si tudi privoščijo kakšno stvar, o katerih ljudje, ki delajo 40 let pri nas, si ne morejo niti zamisliti. In naj bi bil srečen, ko bi lahko končno v Sloveniji zaživeli ljudje, ko bi delali, resnično delali, ker delajo, imamo pridne roke, imamo glave, ki znajo razmišljati, ampak da ne bi ta pohlep bil prevelik posameznikov, da se to da tudi ljudem, ki to zaslužijo, in upam, da bo nekoč to v Sloveniji nastalo in takrat, če bom še na tem svetu, bom seveda rekel, sedaj sem tudi na tem področju zelo, zelo srečen, da lahko živijo normalno in so srečni. Zdaj pa imam za vas eno zanimivo nalogo. Začel bom poved, vi pa jo nadaljujte, tako kot čutite in mislite, da je prav. Sreča je? Sreča je Zagorska dolina. In če nadaljujeva, Zagorje je? Zagorje je lepo, lepše, najlepše in tudi občanki in občani Zagorske doline. Moja najboljša sposobnost je? Umirjenost in razumevanje, delovnost in spoštovanje človeka, ne glede na njegov socialni status, na veroizpoved, na politično opredeljenost, skratka na prvo mesto postavim človeka in naravo. Nemočnega se počutim, kadar?
Kadar ne morem spominjati ali pomagati ljudem na funkciji in pa predvsem nemočnega, ko vidim svojega najbližjega ali sem videl, kako na kakšen način ljubezen uničuje in kako ne moreš pomagati na noben način. Če bi uprizorili film o vašem 55-letnem življenju, kako bi se imenoval? 55 odtenkov Zagorske doline. Matjaž Švagan, zahvaljujem se vam za tale iskren pogovor v Mirici dobrega, sklenila pa ga bova s pesmijo, ki ste jo izbrali vi. Jan Plestenjak, Barka iz Pirja. Hvala za vaše povabilo in prijeten pogovor. Vas, drage gledalke in gledalci, pa vabim, da v naši družbi ostanete še naprej. Rasti, moj sin, moj najlepši si spomin in nikoli ne pozabi koreni. Ko bom zadnjič zaspal, ko bom nebu dušo dal, ti boš živ dokaz, da sem ljubiti znal. Sanjal sem barko iz perja, sanjal sem, da bom letel, belo barko stresi moj pepel. Sol naj bo postelja moja, da me bo veter objel, modro morje stresi moj pepel. Jutri bo sončen dan, bez oblaka kot i san, jokal boš brez solz, le tvoj obraz bo slan. Majhna kaplja z neba padla bo v tvojo dlan, da jo na srce nikoli nisi sam. Sanjal sem barko iz perja, sanjal sem, da bom letel, belo barko stresi moj pepel. Sol naj bo postelja moja, da me bo veter objel, modro morje stresi moj pepel. Vsak čas pa bom v studiu pozdravil že naslednjega gosta. On je športni navdušenec, častni in podporni član številnih društev, nekdanji poslanec, aktualni župan, družinski človek, prijatelj, nekdo, ki razume težave in potrebe občine, ki mu je zaupala vodstvo in skrb za vsakdanje življenje. On je Miran Jerič. Dober dan želim. Dober dan tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem ETV. Otroštvo in mladost ste preživeli v Krnicah. Po poroki ste se preselili na Dol, zdaj pa že več kot 20 let živite v Hrastniku.
Drži, rodil sem se v majhni vasici, v Krnicah. Osnovno šolo sem končal v Hrastniku, srednjo šolo v Trbovljah. Moja prva zaposlitev je bila v tovarni kemičnih izdelkov, potem pa na občinskem oddelku za obrambo in leta 90 sem se prvič na lokalni ravni podal v politiko, potem od 92. naprej pa v državno politiko. Pred kratkim ste praznovali osebni praznik, okroglo obletnico 60 let. Ste kaj praznovali? Nekaj malega že, nekaj še bomo praznovali. Sodelavci sem že praznoval in sodelavkami in seveda z nekaterimi najboljšimi prijatelji. Čakata me še na 2 praznovanja, tako da bo kar prijetno in pa seveda tudi naporno. Kaj vas je do zdaj v tem 60-letnem življenju najbolj zaznamovalo, če zdaj gledate z perspektive 60-letnika? Verjetno vstop v politiko. Že prej sem omenil, da sem se leta 90 prvič spustil na volitve za še takrat trodomno občinsko skupščino. Potem pa vsake 2 leti sem bil na volitvah, 5-krat sem bil izvoljen za poslanca državnega zbora, 4-krat za hrastniškega župana in vmes sem bil član tudi občinskega sveta in mislim, da me je ta odločitev za vstop v politiko tudi v življenju najbolj zaznamovala. Na kaj pa ste v življenju najbolj ponosni? Na družino. Najbolj sem ponosen na družino. Ponosen sem na to, da je sin uspešno dokončal pravno fakulteto, da je magistriral, da si je ustvaril družino in seveda na ženo, ki je vsa ta leta podpirala ne samo mojo politično udejstvovanje, ampak nasploh moje življenje. Kaj bi v življenju spremenili, če bi bilo to mogoče, če bi lahko zavrteli čas nazaj? Ne veliko. Jaz mislim, da bi šel po podobni življenjski poti. Seveda so stvari, ki bi jih verjetno drugače postril, ampak ne bi veliko stvari spreminjal. Mislim, da bi, če bi bilo mogoče, bi šel po podobni življenjski poti. Kaj mislite, da vas je v življenju zaznamovalo? Kateri način razmišljanja? Kaj je tisto, kar je najbolj vplivalo na vas, da ste se odločali tako, kot ste se? Predvsem pozitiven način razmišljanja. Moje vodilo je, da je na nek način lahko biti dober, težko je biti pa pravičen. Jaz poskušam pri svojem delu biti pravičen do vseh. V kaj ste včasih verjeli, danes pa ne verjamete več? Ja, je kakšna stvar, v katero sem nekoč bolj verjel, danes manj, ampak o teh stvari bi lahko na dolgo in široko, bom rekel, razpravljali. S čim pa sami sebe potolažite, ko vam je hudo in kako, kam se zatečete? Morbiti s kakšno dobro glasbo je pa s pravo merico športne rekreacije. Ste do sebe zahtevni? Jaz sem do sebe zahteven tudi do sodelavcev in sodelavk. Pravijo, da ni uspešen tisti, ki neprestano hiti in se mu ves čas nekam mudi, ampak tisti, ki se zna ustaviti in ob pravem času opraviti prave stvari. Kako bi to komentirali? Mislim, da drži, ampak jaz običajno preveč hitim. Bi bilo boljše, da bi se kdaj zaustavil, v miru kakšno stvar razmislil, ampak vedno mi ne to uspeva. Kot župan ste na različnih funkcijah, v različnih vlogah, pa pojdiva malce domov. Tudi doma je treba kaj postoriti, katera opravila so tista, pod katera se podpisujete vi. Poskušam pomagati pri gospodinjskih opravilih. Sesanje stanovanja je moje, bom rekel, moje opravilo. To običajno postorim ob sobotah, seveda, če sem frej ali ob nedeljah. Seveda ženi pomagam tudi pri kuhi. Ne bom se pohvalil, da znam veliko kuhati, ampak pomagam tudi pri kuhanju in seveda pri ostalih gospodinjskih opravilih. Slišal sem, da imate radi tudi morje? Drži, že 14 let imamo apartma na morju. Če mi čas dopušča, seveda tega prostega časa je pa nažalost premalo. Rad grem na morje, rad sem v družbi prijateljev na morju, rad kolesarim, ribarim in seveda vse tisto, kar gre za en obmorski kraj. Zdaj pa bom tudi vas prosil za sodelovanje. Začel bom povedi, vi pa na nje odgovorite tako, kot čutite in mislite, da je prav. Srečen sem, kadar... Sem v družbi prijateljev. Pred kratkim sem se naučil, da...
Pred kratkim sem se naučil, da leta hitro minevajo. Veščina, v kateri sem dober, je Met na koš, veščina, ki mi ne gre prav dobro, pa je ples. odločitev, ki se ni izkazala za dobro, je bila Da sem po drugi operaciji kolena poskušal s košarkarskimi prijatelji odigrati partijo košarke. ponavadi me najbolj vrže iz tira, Laž. kadar sem žalosten, grem V družbo svojih najbližjih. v katerem obdobju v življenju vam je bilo najbolj lepo. Je to zdaj? Meni je bilo nasploh v vseh življenjskih obdobjih, mi je bilo lepo, v vsakem življenjskem obdobju pridejo lepe in tudi manj lepe stvari, tiste, ki so bolj prijazne, tiste, ki so manj prijazne, ampak se mi zdi, da v vseh življenjskih obdobjih je po svoje lepo. Županski mandat se vam izteka, kako naprej? Res je, končujem 4. in zadnji županski mandat. Do upokojitve mi manjka približno 15 mesecev. Bom teh 15 mesecev podelal, tako kot se spodobi, seveda potem pa želim se majčkeno umiriti, majčkeno sprostiti, uživati v 3. življenjskem obdobju, seveda najti čas predvsem za ženo in nekaj vrniti tisto, kar je politično udejstvovanje vzelo, in pa seveda ujeti tudi več časa za prijatelje in za svoje hobije. Tudi vi ste si izbrali pesem, ki jo bomo zdaj zavrteli. Hrastniška deklica je to v izvedbi Mihe Bantana s pihalnim orkestrom Sveja Zagorje. Kratek komentar izbire. Rad poslušam, bom rekel, te zasavske hrastniške pesmi. Mislim, da Hrastniška deklica je pesem, ki bo ostala večna. Jaz mislim, da jo bojo prepevali še rodovi, ki prihajajo za nami, in se mi zdi, da te pesmi je treba na tak ali drugačen način tudi ohraniti. Miran Jerič, hvala za ta iskren pogovor in vse dobro vam želim. Hvala tudi vam za povabilo in srečno vsem. Najprej pesem Hrastniška deklica, potem pa oddajo Mirica Dobrega začnemo polniti naprej. Ostanite z nami. Še danes pravijo stare ljudje, kako fajn je včasih se v Hrastniški dolini bilo. So glažarji pa knapi bili, glažarji so švicali, na fajfe pihali, knapi pa podzemno s krampom po kolbi odrihali. No, po koncu bo krvavga šihta, so vsi skupaj zapeli eno lepo hrastniško pesem, ko gre takole. Glažarji pa na avtomatih tako delajo skoraj zastoj. Ta mlad namesto gostilne hodijo v disko ali pa na fliperje špila.
Sedaj sem olupila krompir, narezali ga bomo na krhlje in dodali ješprenj. Kuhala bom še ene pol ure, da se to skuha, ješprenj lepo ure. Dodala bom še malo peteršilja, pa bomo porobali, če je dosti slano, ker je krača noter, je večinoma že dosti slana, da ne bomo presolili preveč. Narežem peteršilj, smo ga oprali, na drobno narezam in dodam malo peteršilja. Takole. Tole bomo kuhali še pol ure in jed bo gotova. Takole. Kako se... Okus po krači se pozna, Tako, da je domača krača, torej smo ga dočakali ješprenj, ne. Malo več dela je, če že prejšnji dan pripravite in namočite, potem je v redu. Bo hitreje seveda fižol in pa ješprenj. No, pa domača krača tudi slastno izgleda in pa tudi diši. Aha, takole bom dala. Še to mi pripada, vidite? Tako, ja, malo mesa, brez mesa ni. Prav je čas, če prejš na stop, v ješprenj, da ni dobro, ne? Ja, tako. Pa ne samo v ješprenj, marsikakšna jed je še čeprav se zdaj že izogibajo te hrane, ne? Ja. Ko je zelo bolj mastna, ampak včasih pa tudi Ja, samo tale krača pa ni mastna, se mi zdi. Ne, bo kar v redu, ne? Je v redu, je bil mladi prašič, a ne? Tako, in Ja, tako. postrežemo lahko s kruhom, ali pa tudi jaz naredim včasih corte, se reče po domače, ne, ali pa funšterc. Funšterc, ja, to smo že delali, tako da vemo, torej lahko so različne kombinacije s funštercem, s kračo obvezno, a kaj pa namesto krače, če je ni? Jaz dam rebre, drugače pa tudi zdaj, mi imamo zelo rad jetrnico, samo da je malo prekajena, pa da jo noter skuham, rečemo tudi jo dam, kakor krompir jo dam zraven in tisti malo psti tak dober okus po sladkem. Zanimivo. Ja, in je zelo dobra. Jaz doma jo pripravim zmaram. Včasih se to ni delalo. Lahko torej poskusimo, spoštovani gledalci, pa enkrat naredimo tudi s prekajeno jetrnico. Torej, ena še lepa, okusna domača jed je tukaj pred nami in pred vami. Upam, da jo boste tudi doma že skuhali, če že niste, a ne? No, Branki se bom zahvalila za gostoljubje, Branka, najlepša hvala, ker smo lahko prišli spet k vam. Ja, prosim. Vas pa, spoštovani gledalci, vabim, tako profesionalne kot ljubiteljske kuharje. Če imate kakšen recept, ki bi ga nam radi zaupali, vas vabimo na jesen, da pridete in da nam pokažete, kako naj pripravimo to vašo specialiteto. In do takrat, nasvidenje. Nasvidenje. Branki Medved se prav lepo zahvaljujem za tole enolončnico, ki večkrat prav pride. Včasih je tudi priložnost, da pride na vrsto ješprenj in hvala za tale recept. To je bila zadnja kuharska oddaja, zadnji kuharski utrinek v tej sezoni, mi pa imamo za vas povabilo. Če bi radi skupaj z nami kuhali v prihodnji sezoni, ki se bo začela jeseni, se prijavite in pokličite na telefonsko številko 041 779 390. Veseli bomo vaše družbe in veseli bomo prišli v vaše kraje. Malo razmislite in če se boste odločili, prijavite se, tako da pokličete na to telefonsko številko in z veseljem bomo kuhali pri vas. Mi pa z oddajo Mirica Dobrega nadaljujemo in gremo k športnemu pregledu po Zasavju. Poleg aktualnih športnih vsebin boste slišali še zanimiv pogovor s Primožem Rogličem. Ostanite z nami.
Hvala, Tomaž, za besedo. Pozdravljeni v zadnji Merici športa to sezono. Večina ekipnih športov že uživa na zasluženem dopustu, nekateri pa so še dejavni. Za vas smo seveda tudi tokrat izbrskali nekaj športnih novic iz širšega Zasavja. Mladi Max Mauser je pretekli vikend tekmoval na 5. dirki v kategoriji EMX 125 v Franciji. V prvi vožnji je bil 23., v drugi pa 18. Po polovici prvenstva je Mauser na 35. mestu. Na istem prizorišču se je odlično odrezal tudi njegov klubski kolega, motokrosist Tim Gajser, ki je na dirki svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP osvojil 3. mesto, potem ko je bil 4. v prvi vožnji in 3. v drugi. Slovenska košarkarska reprezentanca 3x3, katere član je tudi Trbovečan Gašper Ovnik, se je z izkupičkom 3 zmag in 1 poraza uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva v Manili. Slovenci so v nedeljo odpravili Estonce in Indonezice, v petek so bili boljši od Japonske, izgubili pa so proti reprezentanci Poljske, a kljub porazu osvojili prvo mesto v skupini. V četrtfinale se je poleg Slovenije uvrstila še Poljska, v četrtfinale se bodo Slovenci pomerili z Ukrajino. V nedeljo 3. junija je na Polzeli potekalo ekipno državno prvenstvo za vse starostne kategorije v katah in športnih borbah. Skupaj je nastopilo 142 ekip iz 28 klubov. Na prvenstvu je nastopil tudi karate klub Trbovlje s 5 ekipami v katah ter 6 v športnih borbah. V katah se je vsem 5 ekipam uspelo uvrstiti na zmagovalni oder. Pri malčicah so 3. mesto osvojile Ema Kastelic, Zoja Mlinarič in Zoja Jug. V kategoriji malčkov sta nastopili 2 trboveljski ekipi in obe osvojili bronasto medaljo. V prvi ekipi so bili Danijel Haralovič, Klemen Bizjak in Lan Vozel, ter v drugi Aleks Šehič, Matevž Golob in Nik Mrgole. Tretji so bili tudi kadeti v postavi Denis Šehič, Marko Markuljevič in Uroš Markuljevič. Še stopničko više so stopile mlajše kadetinje v sestavi Kristina Korpar-Žveglič, Lara Salkič in Simona Češarek. V športnih borbah so nastopili z 1 žensko ekipo pri mlajših kadetinjah ter s 5 moškimi ekipami od mlajših kadetov do članov. 3. mesti sta osvojili ekipi mladincev in članov. Tekmovalke, ki so nastopile za druge klube, so osvojile 4 medalje. Laura Božjak je v katah osvojila bronasto medaljo kot posojena tekmovalka karate klubu Seki Sveti Jernej. V športnih borbah pa 3 medalje, in sicer Urša Haberl zlato z mladinkami Žalca ter Barbara Haberl srebrno s članicami in bronasto z mlajšimi članicami, prav tako Žalčankami. 23. junija bo na Trbovelskem bazenu potekal že 49. Lučkin memorial. Vse o tem plavalnem mitingu boste izvedeli jutri o oddaji Skok v šport, v kateri bomo gostili trenerja plavalnega kluba Trbovlje, gospoda Darka Ravšla, in plavalca Žigo Šintlerja. Od 13. junija do 17. junija bo potekala že 25. dirka po Sloveniji. Udeležil se bo tudi Kisovčan Primož Roglič, pred dirko pa smo se z njim pogovarjali tudi mi. Čemu je namen tale adrenalinski vložek v tvoji reportaži, ki jo pripravljajo kolegi iz Nizozemske? Prišli so tule iz Nizozemske posneti neke stvari o meni in definitivno, kam bi jih lahko povabil, tule sem preživel, bi lahko rekli, skoraj svoje sigurno celo otroštvo in se mi zdi kot zelo, zelo primeren sigurno prostor, da pridejo in se lahko tudi pogovorimo ter posnamemo nekaj o meni. Dobro, poznan si kot športnik, nabit z adrenalinom, nazadnje smučarski skoki so to zahtevali od tebe, pa tudi kolesarstvo je vse prej kot nedolžen šport. Kdo se je pravzaprav odločil za tale vložek? Kaj pa vem, čisto tako je to prišlo. Jaz sem jim rekel, da bi se tu nekako dobili, ker, kot sem rekel, ogromno mi pomeni ta prostor, tu so nekako moji športni začetki, tu sem nekako gor zrastel, nisem bil kolesar, sem bil skakalec, ampak z nečem moraš začeti, pravijo, in sedaj pa tu predvsem nastopam v vlogi kolesarja in samo bolj upravljam tako, da bom pogledal, kako bojo skakali. Temu se bom odrekel v tem momentu, ne bom sam nič skakal, ampak gledal ter bojo nekako spomine lahko za nazaj.
Pa bi še skočil? Ja, bi verjetno, ampak sigurno rabo bi kaj potrenirati, na kakšni taki napravi bi lahko, ja, na kakšni manjši, ampak zdaj že tak sem vas potočen, bom rekel, pa obdrgena in zdaj pred turom si ne bi upal kaj veliko riskirati. Na kateri velikosti skakalnice? Na 25, 50 bo tole danes? Po mojem, da bojo kar na 50, ja, 50-metrski skakali. Pa občutki? Lepo je, ne, se tako, kot sem rekel. Bolj malo sem sploh doma, zdaj sem jih prišel po 2 mesecih, se mi zdi, za 2 dni nazaj ali en dan nazaj, tako da vedno se lepo pripeljati v svoj domači kraj. Med vikendom bo na Mlinšah potekal 25. memorial Dejana Grdena. Na njem bodo nastopile tudi ekipe iz tujine. Ta šport ima na Mlinšah že 44-letno tradicijo. Zadnji rok za prijavo je jutri. To je bilo vse v Merici športa. Želim vam lepo, sončno in sproščujoče poletje. Po športnih novicah pa smo že pri nasvetu strokovnjaka. Danes bomo govorili o konjih, pa ne o čisto navadnih konjih. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Moj gost je Anton Dolinšek, pobudnik in ustanovni član Mednarodnega združenja rejcev bosanskih planinskih konj. Prav lepo pozdravljeni, gospod Anton Dolinšek. Pozdravljeni tudi vi in poslušalke in poslušalci vaše televizije. Vesel sem, da ste se udeležili današnjega pogovora, da malce predstavimo vašo dejavnost, da malce predstavimo tisto, s čimer se vi ukvarjate in našim gledalkam in gledalcem predstavimo to pasmo konj, za katero se borite na vsakem koraku. Če bodo imele naše gledalke in gledalci kako vprašanje ali če bi radi kaj povedali v oddaji Mirica Dobrega, s katero zaokrožujemo prvo sezono, pa ste vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 03 56 57 177. Tisti, ki nas bo poklical, bo dobil tudi 2 vstopnici za celodnevno kopanje v rimskih termah. Anton, vi ste, kot sem omenil, pobudnik in ustanovitelj Mednarodnega združenja rejcev bosanskih planinskih konj. Prebral sem, da je osnovni cilj združenja ohranitev pasme, pa tudi povečanje števila in popularizacija planinskih konj. Pa povejte, zakaj pravzaprav gre in kakšni so ti planinski konji, ki sem jih omenil? No, mogoče zelo na kratko. Ti konji so v Slovenijo prišli že v 15. stoletju in sicer z uskoki, ki so bežali pred turškimi zavojevalci. To je eno. Drugo, da je bil ta konj v naši bivši skupni državi Jugoslaviji, v kateri smo živeli preko 70 let, najštevilčnejši in najbolj uporaben konj. Število v najboljših letih, tam po drugi svetovni vojni 50-60 leta, je dosegalo skoraj 500 000. Si lahko zamislite 500 000 konj. Danes jih lahko tako rekoč preštejemo na prste nekaj rok. In kaj se s temi konji dogaja, bova v nadaljevanju tudi spregovorila. Nekdo naj jo je poklical, zato dober dan voščim prvemu, ki je z nami. Dober dan, lepo pozdravljeni, Tomaž. Pozdravljeni, naša gledalka Darja. Tako je, ste me spoznali po glasu. Tako je. Danes zaokrožujemo prvo sezono oddaje Mirica Dobrega in vesel sem, da ste nas poklicali. Ja, sem nekako rekla, da to je pa potrebno danes, tako krasno oddajo imate. Malček ste razgalili osebno, gospoda župana in tako naprej. In jaz bi bila zelo vesela, če bi še to se zgodilo, da bi vas kdo. Mogoče pa kdaj pridem na vrsto. Krasno je pa pospremljena oddaja s takimi krasnimi mislimi. Človek bi si nekako predstavljal, da ste vi novinar. Ampak jaz vem, malo brskam po socialnih omrežjih, da to niste. Ampak čudovito vam gre tole vodenje, dolg čas bo do jeseni. Ja, Darja, hvala za tale klic in seveda ostanite tudi v nadaljevanju, ko govorimo o zelo zanimivi temi, o planinskih konjih.
No, sej moram reči, da konje obožujem, čeprav me jih je malček strah. Ampak to so plemenite živali in z veseljem vaju bom poslušala v nadaljevanju. Pri naših kolegih pa pustite svoje podatke, da dobite za nagrado, ker ste nas poklicali 2 celodnevni vstopnici v rimskih termah. Hvala in lep dan vam želim. Hvala lepa, pa pozdrav gostu in zanimanjem poslušam naprej. Ja, gospod, Srečno. Hvala lepa, srečno. Gospod Dolinšek, vaši konji. Popularizacija planinskih konj je vaša naloga in borite se za to, da ne bodo izumrli. Mislim, da sva končala s številko, koliko jih je zdaj v Sloveniji. No, potrebno je povedati najprej in tudi počrtati, da so ti konji kritično ogroženi. Po vseh merilih različnih inštitucij svetovnih, tudi FAO, je za osnovno čredo določene pasme, katerekoli živali, potrebno najmanj 200 plemenskih živali. Moram povedati plemenskih, torej odraslih osebkov. Če govorimo o konjih, so to kobile in pa žrebci. Žrebeta in mladi konji še niso plemenske. No, mi imamo trenutno komaj okrog 200 vseh konj skupaj, medtem ko imamo plemenskih živali pa samo 100. Torej, uradno pravzaprav pasme več ni, ker imamo premajhno število konj. Ampak stanje se nekako počasi izboljšuje in jaz upam, da bomo uspeli tega plemenitega konja, za katerega jaz trdim, da je mali biser, ki se nasveti, tudi ohraniti. Kaj bi lahko povedali o tej pasmi za tiste, ki mogoče ne vejo, kako je videti in kaj je zanjo značilno, kako bi jo predstavili? No, ta konj ima izredno zanimivo in bogato zgodovinsko vlogo. Moram povedati, da ga Grki omenjajo že v 4. stoletju pred našim štetjem. Potem je imel strašansko pomembno vlogo kot tovorni konj, seveda to v osnovi je tovorni konj, v srednjem veku. Takratni Konstantinopolis oziroma kasneje še Istanbul je bilo takrat nekako, bi rekel, središče Evrope, najbogatejše in največje mesto v Evropi. In od tam je pravzaprav se dogajala oziroma ne vsa, najmočnejša trgovina iz Indije, Azije in tako naprej, svelena pot, naprej proti zahodu preko Evrope. No in ta tovorjenje tega blaga je potekalo čez ta hriboviti del Balkana in tukaj je ta konj odigral neverjetno vlogo. No, kasneje je imel zelo pomembno vlogo v Prvi svetovni vojni, tako na vzhodni kot na zahodni fronti. Seveda moramo omeniti tudi Drugo svetovno vojno, ker pa seveda smo živeli v Jugoslaviji, bili smo v tem vzhodnem socialističnem delu, je bil za Zahod nekako, ni bil tako zanimiv ali pa ni bil tako poznan, čeprav je bilo zanimanje strokovnjakov iz cele Evrope za tega konja zelo veliko. Kako pa se borite za ohranitev te pasme in kako pravzaprav poteka vzreja konj? No, ta konj seveda potrebuje v glavnem ekstenzivno vzrejo. To je konj svobode, narava. Tudi pri nas na Podkumu so ti konji celo leto zunaj. Niso v štali, oziroma imajo odprto štalo samo na razpolago v res tistih najkritičnih momentih in so morda v štali vse skupaj, če v celem letu seštejemo 2 do 3 tedne, nič več. No, mi smo najprej leta 2010 oziroma še nekaj prej popisali število vseh čistokrvnih konj, potem smo začeli z genetskimi raziskavami, ker je stanje v domicilni državi Bosni in Hercegovini, moram reči, bilo in še vedno je precej kritično. Smo, bom rekel, nekako prevzeli pobudo, zato je tudi sedež združenja v Sloveniji in se orientirali predvsem na Slovenijo in pa na Zahod. Tako da danes imamo pravzaprav več kot polovico vsega staleža v Sloveniji, Nemčiji, Švici in pa na Nizozemskem. Povejte, kje imate te svoje konje? Prej smo že omenili, da so v Podkumu in pripravljate tudi oglede za obiskovalce. Kaj jim nudite in kako to poteka? No, mi se nahajamo, oziroma naše posestvo v velikosti 40 hektarjev se nahaja na Podkumu, oziroma točneje v zaselku Rtiče 1 in je celotno posestvo namenjeno izključno vzreji konj. Mi seveda radi sprejmemo ljudi, ki imajo radi naravo in živali, drugače pa za šolsko mladino, dijake in določene organizirane skupine pripravimo ogled in predstavitev pasme, potem tudi poleg tega še mogoče ogled kmečkega
muzeja in pa zbirko določenih rekvizitov v konjski sobi, ki so namenjeni zgodovini oziroma temu konju. Pa bi mogoče o tem še malo več povedali. No, če se nadovežemo na konja, je potrebno povedati, da konj pravzaprav je edina žival, ki je usodno vplivala nekako na razvoj človeštva v celoti. Namreč s konjem je človek lahko začel osvajati nova ozemlja, lahko je potoval, tovoril, jahal in tako naprej. In poleg psa je konj seveda neverjetno ima pomembno vlogo v zgodovini. Zato smo tudi mi poleg konja, kateremu namenjamo to pozornost, poskušali zbrati in ohraniti tudi ostalo materialno in kulturno dediščino iz podeželja. Tako da mi imamo v tem kmečkem muzeju oziroma zbirko kmečkega orodja, opreme in naprav zbranih okoli 600 različnih artiklov, ki so bili vsi popisani, fotografirani in izmerjeni, kar pomeni, nismo še uspeli narediti kataloga, kjer pač lahko mlajšim generacijam je na voljo, da si pogledajo, kako so naši starši, dedki in mamice včasih težko garali ali pa delali na kmetijah, ko ni bilo kombajnjev, traktorjev in tako naprej. No, če pa se vrnemo nazaj na konje, smo pa mi tudi želeli določeno zbirko teh sedel, predvsem osnovno tovorno sedlo, to je samar, slovenskega prevoda pravzaprav ni, lahko bi rekli tovorno sedlo, ki je namenjeno bilo tem konju, in pa seveda še nekaj drugih rekvizitov, ki so izključno v njegovi. Zbrati takšne zbirke tudi v domicilni državi Bosni ni. Jaz sem te rekvizite v glavnem prinesel iz Bosne in Hercegovine. Poleg tega smo pa to sobo dopolnili tudi z nekaj izdelki oziroma predmeti, ki so bili za vsakdanjo rabo, ker življenje je bilo zelo skromno in življenje v Bosni in Hercegovini, ne samo tam, nasploh na Balkanu, je bilo tesno povezano s konjem. Pravzaprav si življenje brez konja ni dal zamišljati. No, in to se lahko nekako vidi v tej sobi. Istočasno pa z ogledom te sobe mi tudi predstavimo nekako njegovo vlogo in zgodovinsko vlogo tega konja, ki je imel. Kako pa se pride do vas, se je treba naročiti za skupine verjetno, kak je postopek? Ja, seveda mi nismo odprti vsak dan, ker imamo seveda veliko dela že s konji in z ostalimi opravili, tako da zelo želeno je, da se ljudje najavijo oziroma še posebno skupine, ker je zelo odvisno od interesa in od samega programa, ker ta ogled lahko traja od najmanj 1 ure pa do nekaj ur. Kako pa je videti vaš dan, ki je v celoti zaznamovan s konji? Koliko imate konjev in kako poteka vaše delo? Kaj vsak dan sproti počnete? No, mi trenutno imamo 20 konj, letošnjih žrebet še ni, jih pričakujemo. No, še lansko leto jeseni smo imeli 32 konj, pa smo zdaj nekaj zmanjšali, ker so odšli v izvoz v Švico in pa na Nizozemsko. Vsakdajnik je pa seveda delovni, od zgodaj zjutraj, naj si bo po zimi, zlasti po poleti. No, poleti je delo malo lažje. Zdaj so konji na paši, razmeščeni po različnih delih pašnikov. Namreč gre za 5 različnih kategorij, to so žrebci, kobile, mlade žrebice, mladi žrebci in pa žrebete, in to ne more biti vse v eni skupini. Po zimi pa je malce teže. Treba je kar ostati zjutraj nekje tam najkasneje ob 6:30, konje najprej nahraniti, nekaj žita, potem odnesti seno, ker niso v štali, treba odnesti seno ven, bi rekel, na ta ogrejeni del, počistiti, predvsem bi rekel ta del, kjer se gibljajo, ali pa tudi štalo. Bi rekel, tudi imeti stik s konji, to je tako imenovana, posebno z mladimi konji, neke vrste socializacija, da se konja privadi na dotik, da se pusti pripet, da dvigne noge in tako naprej. Tako da s tem je kar nekaj dela, in če to začneš, bi rekel, z žrebeti od mladih nog, potem ni nobenih problemov. Seveda je treba tudi nekako nadzirati konje, da ne omenim vse ostalega strokovnega dela, s katerim se jaz ukvarjam, pa ne samo z mojimi konji, ampak praktično kar za večino konj. Jaz tesno sodelujem z docentom dr. Mesaričem, ki je naš strokovni vodja. On je tudi hipolog in pravzaprav prvi človek za konjerejo v Sloveniji. In mi potem praktično skozi celo leto obiskujemo tudi ostale rejce,
izvajamo čipiranje, izdaje dokumentov, pregled, coin ocenovanje in tako naprej. Tako da moje delo poleg vsakdanjega dela za konji obsega še tudi nekako strokovno delo. Jaz raziskujem to področje, zgodovinsko vlogo tega konja in tako naprej. Imate pa tudi 3 knjige na temo konj. Kaj ste izdali? No, knjig imamo malce več, ampak najpomembnejše, te 3 knjige so bile izdane leta 2015. No, prva knjiga, katere sem jaz soavtor, oziroma avtorji smo 3, se pravi docent dr. Mesarič, profesor Dolč z biotehnične fakultete, on je obdeloval predvsem genetiko. No, ostali del, bi rekel ta splošni del, sem pa pripravil jaz, tudi založnik oziroma izdajatelj je mednarodno združenje, pa jaz osebno, ker pač nismo imeli drugih financerjev. Ta knjiga mislim, da je do zdaj najpomembnejša, ker vključuje tako strokovni del, napisan na tak preprost, poljuben način, tako da ga ljudje lahko razumejo. Tudi ta genetski del je preprosto razložen. V tej knjigi je zbrano ogromno slikovnega gradiva, namreč mi še vedno ne moremo zanesljivo trditi, da smo to pasmo rešili pred izumrtjem. Zato smo tudi želeli vse obstoječe konje, tako kobile kot žrebce, slikovno predstaviti v tej knjigi, za primer črnega scenarija, če bi pasma izumrla, da lahko kasnejše generacije le vidijo, kaj smo v tej biodiverziteti izgubili. No, isto leto so išle še 2 knjige na nemškem področju, ena v Avstriji, tudi priznanega hipologa, dr. Drumla, in pa ena v Nemčiji, mojega prijatelja, profesora Heimbucha. Tako da je bil to, kar bi rekel, lahko presedan, da v enem letu je tako pasma, ki pravzaprav ni zveneča in svetovno znano, dobila kar 3 publikacije in to je zelo spodbudno. Sicer pa obstajajo še knjiga iz leta 2008, avtorja mojega prijatelja Žige in pa profesorja Telalbašiča, no in še nekaj drugih strokovnih člankov izpred mnogo let nazaj, celo izpred 100 let. Pogovor pa končajva z osebno noto. Kaj ti konji in vse to delo daje vam? Kaj imate vi od tega na osebni ravni? Kaj čutite, da prejmete nazaj? No, to je kar težko vprašanje. Te občutke je težko povedati. Seveda dela je veliko in včasih si tudi kar malce nevoljen. Ampak na momente, to so res mogoče trenutki ali pa minute, ko vidiš te konje razigrane, ko vidiš, kako so zadovoljni. Moja žena je pred leti v enem filmu, ki so ga snemali za sarajevsko televizijo, povedala, ko pogledam tem konjem v oči, vidim, kako so zadovoljni, da so našli nov dom, tle pa nas v Sloveniji, ki mi lepo skrbimo za njih in konji to čutijo, oni zelo čutijo. Ampak seveda moram dodati to, povedala pa tudi to, ko pa jim pogledam bolj globoko v oči, pa vidim zaskrbljenost za budočnost te pasme. Skratka, konji dajo veliko in se to z besedami ne da opisati. Anton Dolinšek, jaz se vam zahvaljujem za pogovor v studiu in vam želim veliko energije, da boste kos vsem tem konjem, ki jih imate, dejavnosti, ki jo upravljate in da boste razveseljevali tudi obiskovalce, ki bodo radi prišli k vam v Podkum. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala, ker ste v naši družbi. Zdaj vas bodo razveselili in malo razvedrili navihani muzikanti, potem pa gremo naprej. Počitniške dejavnosti VGC-ja nam bo v nadaljevanju predstavila Mateja Ocepek. Nikamor ne smete pobegniti. Ta naša fontana povsod je poznana, vsi mladi in stari oblegamo jo. V pipcah ni vina, pa vendar je fina, vsaj v njej se pretaka zeleno zlato. Že dolga stoletja, nešteta poletja, Savinjčan si željo rad s pivom gasi. Ko volje je prave, pozabi težave, pa punce v žalec povori kar 3. Fontana zeleno zlato, na svetu še takšne ni bilo. Obiščite kdaj Savinjčan
Savinski taraj, da s pivom nazdravimo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Igral je srček pri pivski fontani, samo še za me. Res čudež je stvarstva, središče hmeljarstva, to mesto navduši prav vsako srce. Fontana zeleno zlato, na svetu še takšne ni bilo. Obiščite kdaj Savinski taraj, da s pivom nazdravimo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Krasi prav lepo, zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Naslednja strokovnjakinja, ki jo pozdravljam v našem studiu, pa je Mateja Ocepek iz Večgeneracijskega centra Zagorje, Zasavje. Prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Vesel sem, da ste se odzvali našemu povabilu, da bova malo poklepetala, kaj se bo dogajalo v tem poletju, ki je pred vrati, kaj vse pripravljate, česa si lahko nadejamo. Večgeneracijski center Zasavje zdaj deluje, lahko rečemo, že več kot eno leto. Res je. V Zasavju pridobiva na prepoznavnosti. Za tiste, ki vas še ne poznajo prav dobro, pa na kratko povejte, kaj počnete in kdo ste, da se uvedemo v pogovor. Tako je, hvala za povabilo. Kot si omenil, Večgeneracijski center Zasavje deluje že eno leto in pol. To je v bistvu projekt, ki je financiran iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega sklada. Nosilec projekta je Zasavska ljudska univerza. Imamo pa še dva partnerja, to sta Mladinski center Zagorje in pa Mladinski center Hrastnik. Namen projekta je, da pač prebivalcem Zasavja ponudi določene aktivnosti, tečaje, delavnice, predavanja brezplačno. Pokrivamo celo Zasavje, kar pomeni Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in pa tudi Litijo. Mirica Dobrega je danes zadnja pred počitnicami, zato je prav, da tudi malo predstaviva počitniške dejavnosti tega tako imenovanega VGC-ja. Saj ne greste na počitnice, kaj ne? Ne, na počitnice ne gremo. Večgeneracijski center Zasavje bo deloval tudi celo poletje. Tukaj bi še omenila, da imamo tudi dnevni center, ki deluje vsak dan, od 7. zjutraj do 5. popoldne. Je pa tako v bistvu, da nekako, ko se bližamo koncu tega šolskega leta, se tudi nekatere naše stalne aktivnosti zaključujejo. Tako da trenutno zaključujemo z tečajem angleščine, nemščine, kitajščine, medgeneracijske skupine bodo šle na počitnice, potem ure slovenske kulture, ki potekajo tako v Trbovljah kot v Hrastniku, si boste tudi vzele predah. V bistvu neke stalne aktivnosti se res zaključujejo, ki so pač vezane na šolsko leto, ampak se pa sedaj usmerjamo bolj v tiste naše najmlajše. Tako da pripravljamo pester počitniški animacijski program za otroke, obiščemo tudi vrtce. Tako da v bistvu
bo res čez poletje, bo pestro. In česa se lahko otroci v tem poletju veselijo? Kakšni konkretni podatki, konkretne dejavnosti, ki so namenjene vsem našim otrokom? Tako, v Zagorju smo združili moči se pravi Zasavska ljudska univerza, Mladinski center Zagorje. Pridružili so se nam še Društvo prijateljev mladine, Smučarski klub Zagorje, Golden Ranch Kisovec, potem še Kulturno društvo Podkum. In v bistvu skupaj smo pripravili počitniški miks dejavnosti. Tudi izloženka bo išla, malo prej bojo te aktivnosti na voljo že na internetu, Facebooku in drugih socialnih omrežjih. Kaj se bo pa dogajalo? V bistvu pripravili bomo tečaj angleščine, na primer, potekal bo v dopoldanskem času, 10 srečanj po 2 ure, namenjen osnovnošolcem od 7. do 9. razreda, tu so tudi obvezne prijave. Potem vsako sredo bomo imeli kulinarične delavnice. Na teh kulinaričnih delavnicah se nam bo pridružila tudi Mihaela Ocepek, amaterska pekarica, ki se je nekako izpopolnila v izdelavi popsov, in pa ambasador vseživljenjskega učenja in kuharski mojster Lojzi Čop. Potem pa še razne stvari bomo delali, pice, špagete, sadne kupe in tako naprej. Potem bomo imeli tudi vrsto ustvarjalnih delavnic. Iz mase, iz kamnov, ustvarili bomo lastno igro, mozaike, sestavljanke in tako naprej. Potem tudi iskali bomo zaklad, razne pustolovščine, športni tabori, tako da program bo kar pester in zanimiv. Kdaj pričakujete, da boste podrobnosti objavili na spletni strani in kdaj bo išla zloženka? Tako, osnutek zloženke oziroma zloženke imam danes že s sabo, tako da pričakujemo v naslednjih dneh, da bo to že dostopno na internetu. Kako je pa s prijavami? So potrebne? Prej ste omenili, da za tečaj angleščine je, kaj pa za druge stvari? Prijave so zaželene, predvsem iz tega vidika, da nekako znamo organizirati, nabaviti določene sestavine, materijala, sestavin za kuho in tako naprej. Tako da predvsem za kuharske delavnice so zelo zaželene prijave, za druge aktivnosti pa se lahko pač otroci pridružijo. Omenili ste, da so dejavnosti brezplačne, tudi za sestavine in vse drugo materijale poskrbite vi. Vse poskrbimo mi. Samo otroci pridejo, se imajo fino in je to. Čez poletje bo pestro, ne boste zaprli svojih vrat in mislim, da bo vsak našel nekaj zase. Kaj pa, ko se poletje konča? Lahko malo pogledava že v prihodnost, kaj nas čaka jeseni? Lahko, seveda. Seveda tudi jesen bo pestra, tudi za nas se takrat začne novo šolsko leto, tako da nekako bomo nadaljevali v tem konceptu tečajev, ker pač zaznavamo povpraševanje po teh tečajih, kot so na primer nemščina, angleščina. Potem imeli bomo tudi tečaj refleksne masaže stopal, tečaj kaligrafije, ki je bil lansko leto zelo obiskovan. Potem pa še razna predavanja, enkratne delavnice, tudi ustvarjalne za osebno rast. Konec koncev tudi nekatera malo bolj znana imena se nam bodo pridružila, kot so na primer Marko Juhan, Tjani Prgič, potem Mojca Vozelj, Pater Karel Gržan in pa drugi. Ob koncu še kontaktni podatki za nadaljne informacije, kar se tiče telefona, spletne strani in drugih kanalov. Tako, v bistvu posamezniki nas lahko obiščajo v našem dnevnem centru. Kot sem omenila, odprti smo vsak dan na Zasavski ljudski univerzi med 7. in 17. uro. Potem pa lahko nam tudi pišejo preko elektronskega naslova na info@vgc-zasavje.si ali nas pokličejo na stacionarni naslov, telefonsko 03 56 55 131 ali mobitel 0686 139 54. Mateja Ocepek, jaz se vam zahvaljujem za obisk v studiu in pa zato, ker ste pripravili bogat program za otroke in druge obiskovalce. Želim si čim boljših izvedb, čim več obiskovalcev, da bo vse doseglo pravi namen in uspešno v poletje z novimi projekti. Hvala tudi vam za povabilo, pa se vidimo na delavnicah.
Tako. V oddaji Mirica dobrega bo zdaj nekaj reklamnih sporočil, potem pa se še zadnjič vrnemo nazaj, da vas povabimo na dogodke, ki se obetajo v bližnji okolici. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. Nič 3 56 57 150. Gostišče Trojane je gostišče s tradicijo, ki je nastalo iz dobre stare gostilne. Gostom so namenjeni obširni parkirni prostori tako za avtomobile kot avtobuse. Sloves Trojan je tudi preko meja ponesla znamenita slaščica Trojanski krof. Krofe pečejo že od leta 1961 dalje. Trgovina s slaščicami je založena tudi z drugimi sladicami, od kremnih rezin, tortic, gibanic, keksov in domačih potic. Pripravijo izvrstne jedi, med katerimi izstopajo slovenske specialitete, ki navdušujejo tudi najbolj zahtevne goste. Z njimi vas bodo postregli v stari in novi restavraciji in prav v tej je posebno prijetno posedeti ob dobri hrani in uživanju v razgledu po okoliških hribih. Še lepši pa je razgled iz vrhnje terase. Vsak dan pečejo domač kruh, več vrst ga imajo, kupite pa ga lahko v njihovem dobro založenem minimarketu, v katerem bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor. Vam plevel povzroča glavobole? Ne veste, kako bi uredili gredice? Pomaga vam lahko zastirka iz EVJ, izdelana iz slovenskega lesa in pakirana v vrečah različnih dimenzij. Ker imam rada urejen vrt in okolico, si vedno pomagam za zastirko iz podjetja EVJ. Oglasite se v EVJ centru. Če zmenkarite kot v 2018, če se urejate kot v 2018, če se vozite kot v 2018, tudi plačujte kot v 2018. Prihodnost je tu že danes z najsodobnejšim načinom plačevanja, mobilno denarnico NLB Pay. NLB za vse, kar sledi. Tudi kam najlepše ta teden boste izvedeli v Mirici dobrega. Najprej gremo pokukat v Kino Trbovlje. Danes ob 18. si boste lahko ogledali film Knjigarna, ob 20. pa film z naslovom Nevesta. Jutri, v sredo, bodo ob 8. zvečer zavrteli film Knjigarna, v četrtek pa bosta na sporedu dve predstavi. Ob 18. Ljubiti Pabla, ob 20. pa Glasba je časovna umetnost 3. V petek bo vstop prost, ogledali si boste lahko premiero filma Mateja Ocepka Videl sem mrtvega psa. Sobota prinaša 3 filme. Ob 16. bo na sporedu Jamski človek, ob 18. Jurski svet in ob 20.15 Oceanovih 8. Še nedelja nam je ostala. Ob 10. dopoldne bo na sporedu Jamski človek, ob 18. Čas je za novo državo, ob 20.15 pa Oceanovih 8. Vabljeni na ogled filmskih predstav v Kino Trbovlje. When we read a story, we inhabit it. She, more than anything else in the world, loved the moment when you finished a book and the story keeps playing like the most vivid dream in your head. You live on your own, don't you? You've just moved into the old house. Yes, I'm the one opening the little bookshop. Many of us are not at all convinced by the sudden transformation of the old house into a shop. You do understand, don't you?
Dear madam, no one has plucked up courage enough to sell books in this forsaken coin of the world. My first customer. He so jealously guards his privacy after the tragic death of his beloved wife. You can't run this place by yourself. You don't really look old enough. Or strong enough. You look old, but you don't look strong. Things have taken quite a dip in your business of late, haven't they? She was a very powerful woman. Does that not concern you? No. Many of us believe it should be a local art centre. She wants to get rid of you and she won't stop. She can't do that. It's my bookshop. It's my home. Leave her alone. The woman's done nothing to you. You mustn't speak to me that way. I could just put a bullet through her. There's a possible buyer for your shop. The shop is not for sale. Surely you have to succeed if you give everything you have. I've only done what I felt was right. You make me believe once more in things I thought forgotten. Well, there's life, there's hope. God, what a horrifying thought. V oddaji Mirica Dobrega pa vas vabimo tudi na različne dogodke po Zasavju. Danes do 13. ure imate še čas, da se odpravite na redno krvodajalsko akcijo, ki poteka v Srednji šoli Zagorje. Ob 18:30 pa ste vabljeni v knjižnico Zagorje. Njihova gostja bo Darja Smrkolj, dobitnica državnega priznanja za promocijo učenja odraslih. V četrtek ob 9. dopoldne pa ste vabljeni na potopisno predavanje o Islandiji z Nino Erjavec. Vabi vas v GC v sklopu Zasavske ljudske univerze. V petek med 12. in 14. uro ste vabljeni na Zagorsko ploščad, odkoder bomo spremljali in podpirali našega Primoža Rogliča. Čez Zagorje se bo peljal, zato vabljeni, da se pridružite med 12. in 2. uro. Pestro, zanimivo, zabavno bo, občina Zagorje pripravlja tudi bogat spremljevalni program. Mi pa smo 18. oddajo prve sezone Mirica Dobrega pripeljali do konca. Veseli smo bili prav vsake vaše družbe. V živo, vsako torkovo jutro, v ponovitvah ali prek YouTuba. Poglejte skozi okno, pomežiknite dnevu, soncu, vetru, dežju, oblaku, zvezdi, luni in lepo vam bo. Vsak trenutek se lahko spet rodite. Vsak trenutek je lahko nov začetek. To je izbira, to je vaša odločitev. Naj bo vaš obraz vedno nasmejan. Za konec bi vam pa rad povedal še 8 pravil za srečno življenje, pa naj držijo vse tja do jeseni, ko se spet srečamo. Veste, kako se glasijo ta pravila? Ne sovražite, ne skrbite, živite preprosto, pričakujte malo, dajajte veliko, bodite nasmejani, živite z ljubeznijo in zaupajte vase. Hvala za vse. Lepo se imejte, spočite se čez poletje in se spet vidimo v prvih jesenskih dneh.